včeraj. Včeraj zato, ker seveda je davčna politika na področju stroškov dela ključni moment za konkurenčnost slovenskega gospodarstva, izvozno učinkovitost in pa visoko dodano vrednost. Predvsem zato, ker najboljši kadri bežijo v tujino, po nekaterih podatkih preko 8.000 mladih na leto. Če pogledamo, da je generacija nekje 21.000, je to ogromna številka. In seveda Slovenija mora narediti preobrat zelo hitro, da bo lahko seveda lovila države in pa seveda moderne države v svojem razvoju. Po korist ovog novog zakona koji smo uveli 31.5.2012. su višestruke. Prvo, za poslodavce koji se bave poljoprivrednom djelatnosti u poslovima koje ovise o vremenu, omogućili smo da mogu angažirati legalno čovjeka po danu. Znači, jedan dan rade, 5 dana pada kiša, plaćaju se, znači ugovor o radu je dnevni, obavezni doprinosi su na dnevnoj osnovi i na takav fleksibilan način omogućuje da mu je trošak rada manji, da mu je njegov rad legalan, a taj trošak rada ujedno mu se odbija kao osnovica, smanjujemo osnovicu za porez na dobit. Što se tiče samih ljudi, omogućili smo i umirovljenicima i nezaposlenima da zadrže svoj status, da se ne moraju skidati sa evidencije ili sa umirovljeničkog statusa i svi drugi tražitelji zaposlenja, osim zaposlenih u punom radnom vremenu, da 90 dana godišnji mogu raditi na tim poslovima. Ti poslovi ne moraju biti u kontinuitetu, nego u 5. mjesecu toliko, u 7. toliko i na takav način se svoju socijalnu sliku poboljšati, a da pritome svoja prava stečena koje imaju ili kao nezaposleni umirovljenik ne gube, a da ne kažem da država od toga ima obostranu korist, jer samo od 1.6.2012. do kad se danas primjenjuju takav oblik rada u Hrvatskoj, ona je prihodovala na ime obaveznih doprinosa, znači obaveznih doprinosa u mirovinskom sustavu oko 5 milijuna eura i nešto više na osnovu poreza. To su prihodi na koje ona do sad nije mogla računati jer su se uglavnom događali na sivom ili crnom tržištu, odnosno to je bio sivi ili crni rad. V zadnjih letih se je trend absentizma dejansko umirjal in nekoliko celo zmanjševal, kar velja za zadnjih 6-7 let po nastopu ekonomske krize, kar je razumljivo, ker v času zaostrenih razmer seveda bolniške odsotnosti nekoliko padejo. Vprašanje je, ali bo ta trend se nadaljeval. Že letos beležimo podatke, da se ta trend je nekoliko ustavil. Kar se pa tiče drugega vprašanja, kako lahko čakalne dobe, morebitna uvedba čakalnih dob na nadomestila vpliva na ta trend, bi pa rekel, da taka posamezna prvina nima neposrednega vpliva, ker pač na dejavnik absentizma vpliva veliko več faktorjev. Seveda pa v kombinaciji z nekaterimi drugimi zadevami pa se lahko ustvari sistem, ki bi bil mogoče boljši, kot je današnji. The waiting days apply only to the social insurance, but not to the employer's continued payment in the case of sickness. So it plays a subsidiary role in practice, and it has no effects at all on the labor market. Tri glavne spremembe so. Prva je vzpostavitev delovanja komisij, ki bodo potem tudi delovale na prečiščenju seznama poklicev na delovnih mest, na podlagi katerih je obvezna vključitev v poklicno zavarovanje. Druga pomembna zadeva je vzpostavitev tako imenovanih solidarnostnih rezerv. Gre za sistem, po katerem si bodo zavarovanci znotraj sistema zagotavljali zadostnost sredstev za izplačevanje poklicnih pokojnin. In seveda tretja je vzpostavitev učinkovitega nadzora, s katerim bo zagotovljeno, da sistem deluje nemoteno in pravilno. Pričakovanja so po razbremenitvi, davčne obremenitve stroškov dela, pri čemer ta razbremenitev ne bi smela zajeti zgolj najnižjih dohodkov, ampak tudi dohodkov, ki presegajo povprečno bruto plačo. Pri čemer moramo se tudi zavedati, da povprečna bruto plača v Sloveniji je nizka in da tudi že vrsto let ostaja na enakem nivoju, kar je morda tudi posledica ravno visoke obremenitve te plače.
koliko lahko pač pričakujemo glede na trenutno javno finančno situacijo, verjetno nekih večjih ukrepov tukaj bo pač težko, ampak vsekakor pač upamo, da se bo našla v proračunu rezerva, ki bo nekako omogočila razbremenitev srednjega razreda. Zdaj, druga stvar, ki bi jo bilo tudi za pričakovati od davčne reforme, je omogočanje nekako stroškovno znosnega in stimulativnega nagrajevanja zaposlenih. Trenutno to pač ni urejeno. Zakon o udeležbi delavcev pri dobičku je pripravljen pač tako, da ni omogočil nekih stimulativnih modelov nagrajevanja zaposlenih iz dobička in mislim, da ključni razlog tukaj je zlasti davčni, ki zahteva, da se z izplačilom dobička počaka 3 leta, predno so delavci in delodajalci upravičeni do kakršnihkoli davčnih olajšav, drugače pa je to nagrajevanje res zelo visoko, pač obdavčeno enako, kot so trenutno dohodki iz zaposlovanja. Zdaj, Slovenija je tudi ena izmed zelo redkih držav, ki nima uvedenih nobene socialne kapice pri dohodkih iz delovnega razmerja. Socialna kapica je poznana samo pri dohodkih iz dejavnosti, se pravi za samostojne podjetnike, tako da te obeti, te obljube so v preteklosti bile iz vladnih vrst, trenutno so nekako pač potihnile, ampak mislim, da tudi v to smer bi bilo zelo dobro, če bi šla davčna reforma oziroma če bi šle analize, ali javnofinančna situacija v Sloveniji to zmore ali ne. Vpeljava kompetenčnega modela je kar en tak zelo kompleksen proces. Zdaj, nimamo nekega univerzalnega modela, vsak model mora biti narejen po meri podjetja in glede na potrebe posameznega podjetja. Zelo pomembno je tudi, da je v skladu s strategijo, z vizijo in z nekimi vrednotami podjetja in tudi z organizacijsko kulturo. Absolutno. Mi verjamemo, zdaj je bilo v svetu in v stroki že toliko enih raziskav, ki so potrdile merljive učinke zavzetosti. To pomeni, da družbe, ki se sistematično in dolgoročno ukvarjajo z različnimi dejavniki zavzetosti, v resnici dosegajo boljše poslovne rezultate. In se to kaže v boljši produktivnosti, v dobičkonosnosti, pa tudi v manjšem absentizmu, v boljši kakovosti. Skratka, na koncu tudi po črto ostanejo neki zelo primerljivi učinki, ki so za nek menedžment v bistvu najbolj pomembni. Ja, dodatek na delovno dobo je lahko eden od faktorjev, ampak mislim, da ni edini ali pa najbolj pomemben faktor pri odločitvah delodajalca za to, ali bo zaposlil nekoga mlajšega ali nekoga starejšega. Ima pa sigurno tudi nek vpliv. Jaz mislim, da moramo nekako razmišljati o tem, kako bomo upoštevali in ločevali tisti dodatek na delovno dobo, ki ga ljudje dobijo zaradi tega, ki so danes v zadnjem podjetju, kjer so zaposleni, in pa tistega, ki ga prinašajo odprej. Jaz mislim, da tukaj konceptualno pa tudi logično so zelo velike razlike, ne? Ker če vi dobivate dodatek na delovno dobo zato, ker ste zaposleni v tem zadnjem podjetju, je to čisto druga stvar, kot pa če ste prenesli ta dodatek od nekod odprej, in ga imate zdaj v tem podjetju. Klasična situacija, ki se vam lahko zgodi, je to, da imate na eni strani človeka, ki je delal 15 let, pa je prišel zdaj v novo podjetje, medtem ko imate človeka, ki je v tem podjetju že zaposlen 10 let in sta oba dva recimo na enakem delovnem mestu, pa bo tisti odprej prinesel večji dodatek, ker je popolnoma nesmiselno z vidika tega, da nagradujete ali zvestobo v tem podjetju pa kako drugega. Tako da to je ta moja največja miskoncepcija tega koncepta. Danes na tem srečanju smo odprli kar nekaj tem, za katere pričakujemo, da bodo v razpravi tudi v prihodnjih mesecih. Eno od tem je ta davčna reforma, ki je napovedana in jo pričakujemo, s njo naj bi pridobili v tem smislu delodajalci, da se bi strošek dela razbremenil, predvsem strošek delovnega razmerja. Drugo je področje zdravstvenega sistema. Danes smo poslušali o nadomestilih za bolniško odsotnost, o višini, o limitiranju bolniške, o čakalnih dnevih. Napovedala je ministrica, da dobimo pred koncem letošnjega leta na mizo spremembe zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki zajemajo tudi ta segment.
In seveda je tukaj tudi sprememba SPIZ-2. Gre za spremenjen sistem poklicnega pokojninskega zavarovanja, v njem ne bi urejali tudi dvojni status upokojencev. To je seveda tudi tema, ki zanima naše delodajalce, sploh tiste, ki imajo delovna mesta, ki so vključena v sistem poklicnega zavarovanja. In če nadaljujem s tem, smo tukaj poslušali teme, kot so dodatek na delovno dobo, se pravi delovnopravna zakonodaja. Sicer smo en segment zaključili z spremembami in sprejemom ZDR-ja 1, vendar pa pričakujemo, da bo v prihodnje ponovno razprava tudi o določenih temah, ki jih nismo uspeli, da rečem, spogajati v preteklosti, tako da zagotovo bo jesen vroča. Kakor veste, se bo septembra tudi nadaljeval postopek predlaganih sprememb zakona o minimalni plači, ki jo je Državnemu zboru vložil Zveza svobodnih sindikatov in ostali konfederacija sindikatov. Se pravi, redefinicija minimalne plače bo tematika, naša stališča so znana in res je, jesen bo vroča. Zato, ker smo pravzaprav ponosni, da lahko izvajamo tak pomemben projekt in takšne pomembne aktivnosti za svoje zaposlene. Atotehu kot svetovni korporaciji, mednarodni korporaciji, kot tudi naši lokaciji Atoteh v Sloveniji, zaposleni zelo veliko pomenijo. In vlaganje v zaposlene definitivno pomeni vlaganje v najmočnejši člen verige, ki predstavlja dejavnike in elemente za dosego in opravljanje nalog in izvedbo potem končnih ciljev. Zavedamo se, da psihofizična kondicija zaposlenih definitivno pomaga pri vsem tem in se brez dvoma obrestuje. Zato mi skrbimo za aktivnost na delovnem mestu s to našo trim stezo, potem izvajamo tudi zdravstvene preglede, ki so več kot tisti običajni, ki so obvezni za posamezna delovna mesta. Skrbimo za zdrav zajtrk, poleg tega razvajamo ljudi tudi z masažo 2-krat na mesec in skratka prisluhnemo tudi njihovim predlogom za izboljšanje pogojev na delovnem mestu, kar se mi zdi, da je zelo pomembno, da spodbujamo kreativnost v tem projektu tudi v celotnem kolektivu, da ni to glas od zgoraj, ampak da si izmenjamo mnenja na vseh nivojih. Mogoče ravno zaradi tega, ker smo zelo majhni, ker se v majhnih podjetjih veliko ne sliši, ker počnemo celo vrsto stvari, veliko več, kot se je danes pravzaprav tukaj videlo. Res skrbimo za to, da so ljudje zadovoljni, koliko lahko res za zdravje skrbiš v podjetju, je vprašljivo, ne? Ampak da so zadovoljni in s tem pač jaz verjamem, da bodo tudi dalj časa ostali zdravi. Danes je bilo povedano, da posel delajo ljudje in če ljudje niso zdravi, potem tudi posel ni zdrav. In zato smo se že vrsto let nazaj v podjetju odločili, da posebno pozornost posvetimo zdravju zaposlenim. To je zapisano tudi v našem poslanstvu, da ustvarjamo zdravo okolje, pa to ni samo skrb za okolje brez odpadkov, ampak gre tudi za neko zdravo okolje za zaposlene. In seveda eno od 4 ključnih vrednot je usmerjenost k zaposlenim, tako da smo dejansko pred leti formalizirali vse te ukrepe, ki jih izvajamo, dodali še nekatere nove in verjamem, da gremo v pravo smer. To je ena izmed naših prioritet tudi na našem kadrovskem področju. Naša proizvodnja se odvija 24 ur na dan, 365 dni na leto, približno 8 do 9 let, kolikor je življenjska doba pečine. Se pravi, za nas ni sobot, ni nedeljnih praznikov, zato še toliko bolj skrbimo za zdravje zaposlenih.
Predlagamo jim, da vsak dan naredijo nekaj dobrega za svoje zdravje in boljše počutje. Na spletni strani Gospodarske zbornice Slovenije točka promocije zdravja si lahko ogledajo in izberejo produkte in storitve za zdravje na delovnem mestu. Vse ponudnike storitev in produktov za zdravje na delovnem mestu pa vabimo k vpisu na portal.